Hvaležno pozdravljeni. Prejšnje leto smo v Ljubljani organizirali predavanje, kako živeti svoje poslanstvo, se pravi življenjsko poslanstvo in kako od tega živeti. Organizirali smo razprodan dogodek in ta se bo ponovil tudi letos, in sicer 6.4. v Ljubljani na tematiko, kako živeti svoje življenjsko poslanstvo in živeti v obilju. Kajti to, kako živeti v obilju, je pravzaprav tudi tematika moje nove knjige, ki bo oziroma že je na voljo, no, lahko preverite sami na www.klepet@kavi.si oziroma če pokličete naše svetovalke na 02-6200-230. Kako torej živeti v obilju, kako si dopustiti vse najlepše in vse dobro v življenju, kajti v mojem raziskovanju sem ugotovila, da je mnogokrat težava ravno v tem, da sami sebi ne dopustimo, da se dobesedno bojimo uspeha. No, in o tem je pravzaprav pisala tudi slovenska avtorica in sicer prevajalka mnogih knjig, Zakaj se Buda smeje? En tak nenavaden priročnik za več radosti in ljubezni v življenju. Sicer živi v Kanadi, ampak ravno v tem času, ko je prišla s svojim partnerjem na obisk v Slovenijo in mu tudi razkazala Slovenijo, smo jo ujeli in danes je v naši družbi. Živjo! Živjo! Hvala, ker si se odzvala. Vesela sem, da sem te ujela. Predvsem pa sem te povabila na klepet o obilju. Imaš ogromno izkušenj tudi v tujini, vidiš, kako razmišljajo drugje, kako razmišljaš ti. Kajti kar sem jaz recimo opazila v Sloveniji je to, da se obilju, ne da se premalo govori, mogoče se ga tudi premalo živi, oziroma ljudje razumejo obilje samo zelo površinsko, materialno, kakor da pač imaš denar. Ampak nek poslovnež, ki ima ogromno denarja, pa nima tega luksuza, da si vzame čas za kosilo. To zame ni živeti v obilju. Ja, ker nima dovolj časa, da bi užival v tem, kar je ustvaril. Tako. Ja. Kaj zate pomeni v bistvu obilje? Zame osebno pomeni obilje, da ne samo imamo zmožnost si privoščiti to, kar si želimo privoščiti, ampak tudi seveda tudi čas, da uživamo v tem, kar smo ustvarili. In seveda obilje je že tudi sama sposobnost biti hvaležen za to, kar si ustvaril, oziroma za to, kar že imaš v življenju. Ker opažam zelo, bom rekla, kar izstopajočo zlato nit. Opažam, da ljudje, ki še ne živijo v obilju, ki si ga želijo, ponavadi lažje najdejo razloge za pritoževanje kot razloge za hvaležnost. Pa sej razumem, bodo ljudje rekli, ja, sej imam razlog za to, pač ne gre mi služba, skratka ne morem pričakovati ne vem kakšnega zadovoljstva v življenju zaradi tega, ker si ne morem privoščiti stvari, ki si jih resnično želim, ampak resnično obstaja povezava med hvaležnostjo in med večjim obiljem v našem življenju, ker je vse energija, Jasmina, tako kot sama opažaš. Absolutno. In če gojimo to energijo, ki je zelo prijetna, ki ustvarja tisti prijeten občutek v našem srcu, potem v bistvu tudi oddajamo to energijo, ki dobesedno privlači to, kar je za nas obilje. Ker za vsakogar... Iste ptice letijo skupaj, ne? Tako, ja. Točno tako. Iste ptice letijo skupaj, kar je na kratko definicija tega, na koliko se vesolje odziva na vsakogar od nas. No, ko sem se jaz odločila, oziroma ko sem začutila, zanimivo, najprej sem napisala v angleščini, sem rekla, ok, čak malo. Kaj sploh obilje je? Grem jaz pogledat SSKJ. In pogledam obilje, izobilje, blaginja, pomanjkanje. Obilje se nanaša na materialne potrebe oziroma na materialne dobrine. Izobilje se nanaša na materialne dobrine. Bogatstvo seveda na materialne dobrine. In pomanjkanje na nedovolj dobrin. Se pravi, govorimo vse o nekem materialnem. Kje pa je tukaj zavest? Se pravi, zavest o obilju je pravzaprav stanje našega uma. Točno tako. Stanje našega uma, ki govori o tem, da je vse dovolj za vse. Se pravi,
babice bi rekle, če ni favšija, je dosti za vse, ne? Ko so rekle. Veš kaj je zanimivo, da si to omenila, ker sem ravno pred kratkim prevedla nov Abraham Hicksov video v slovenščino. To veš, a ne, da med drugim tudi prevajam te kratke videe v slovenščino in v bistvu ne gre za to, da ne bi bilo dovolj vsega za vse. Ja, seveda je. Ampak ne uskladi se vsakdo s tisto vibracijsko frekvenco, se pravi, ne goji vsakdo v sebi te krasne občutke, ki so v bistvu tisto pravo bogatstvo. Ne? Kako se mi počutimo zdaj, ta hip, neodvisno od tega, kar si želimo, se pravi, ne navezani na želje, ne? Če se mi naučimo vzgajati ta občutek svobode, a ne, občutek obilja. Pa da vidimo obilje, kad dežuje, da je obilje kapljic, pa obilje sončnih žarkov, pa obilje zraka, pa vode. To je pa že ta hvaležnost, a ne? Se spomniš, kaj je rekla mati Tereza? Vsaj zame osebno je to eden od najlepših citatov na svetu. Se me res vedno dotakne, ko ga preberem. Ne moremo delati velikih stvari, lahko delamo le drobne stvari z veliko ljubezni. A veš, kjer je pa meni zelo všeč, pa se dobesedno navezuje na to dojemanje obilja, in sicer misel Dalaj Lame, ki govori, da njemu človek najbolj čudna stvar na tem svetu, zaradi tega, ker opaža, da na začetku, ko smo mladi in polni energije in tega, damo vse svoje zdravje za denar. Se pravi, delamo tiste nadure, gremo preko sebe, samo zato, da bomo dobili denar, da bomo dobili denar, da bomo dobili denar. Se pravi, najprej damo vse svoje zdravje za denar, potem kasneje pa damo ves denar, ki ga imamo, zato, da bi zdravje nazaj dobili. Se pravi, nismo nič naredili. To, kar si s svojimi besedami povedala, oziroma to, kar je povedal Dalaj Lama, je na drug način izraženo obnašanje energije. Ker če mi v življenju sami sebi ne dopuščamo oziroma si ne dovolimo slediti temu, kar nas resnično veseli, v bistvu samim sebi kratimo ali pa recimo jemljemo energijo. Nekdo drug nam je ne more pravzaprav jemati, ker dobesedno zapremo pipico te čiste pozitivne energije, ki teče skozi nas lahko vsak trenutek, optimalno, ko si dovolimo delati to, kar nas resnično veseli. In k temu tudi ta knjiga Zakaj se Buda smeje spodbuja bralce in še več od tega, pravi, da v bistvu se neskončna inteligenca našega veselja pokaže s tem, ko mi sledimo svojemu največjemu veselju. In jaz bi rada omenila mogoče eno čisto kratko zgodbico nekega gospoda, ki ga osebno poznam, ki je šel dobesedno od nule oziroma ničle do 6 ničel in več v svojem življenju. In sicer samo s tem, ko se ni osredotočal na nič drugega kot na to, kako se želi počutiti, kako želi živeti. Se pravi, zelo veliko ljudi se osredotoča na tisto, kar jim ne gre v življenju, na tisto, kar jih moti, namesto, če si pač želijo to, kar si želijo, da bi potem pozornost namenjali temu, kar si želijo. In takrat, ko se osredotočimo na to, kar si res želimo, tako kot ti recimo, ki svojo energijo tako lepo vlagaš v te oddaje, pišeš knjige, pomagaš ljudem v Sloveniji, da pač vidijo, da se da, da začnejo zaupati samim sebi, svojemu veselju, se to vsi delamo na svoj način. In, kaj je počel? Če zdaj pogledava na vse kot na energijo, je bilo njemu jasno, da nekako mora se vživeti v to vrsto življenja, v to življenje, kakršnega si želi. In najprej je samo hodil v hotel s 5 zvezdicami na kavico, ki je bila zanj zelo draga, ampak vseeno, vsaj tisti trenutki tam na kavici, je bil na vibraciji obilja. Ja, so mu pomagali občutiti tisto lahkotnost, in tisto razkošje in tisto easy going, skratka, to, kar je on želel občutiti. Znašel se je, skratka, treba se je znajti, kako bomo mi začutili to čustvo, s katerim, ali pa ta občutek, s katerim želimo živeti. In čustvo oziroma občutek je enako vibracijska frekvenca. In se pravi, on je vzdrževal to počutje oziroma to vibracijsko frekvenco na tak način, da se je najprej zadrževal na takih krajih. Potem, kasneje, ko je pa že majčkeno uspel v življenju,
je seveda razumel, da hoče iti še naprej, čeprav je bil že kar uspešen in se je odločil, da bo najel stanovanje, ki izgleda lepo, v katerem se krasno počuti in izgleda zelo dobro, na malce višjem standardu. In družina mu je govorila, kaj počneš, ne tega početi, zato ker si tako komaj privoščiš, ampak on taka oseba, da je zaupal svojemu občutku in to je tudi bistvo tega, kar ti učiš ljudi, kar jim sporočaš in jaz in še marsikdo, da zaupajo samemu sebi, da sledijo svojemu veselju. In da vsak najde neko svojo pot, recimo ta gospod je najdel na takšen način. Recimo meni je obilje tudi to, da dejansko ugotavljam, da jaz nič ne zapravljam čez mesec, kar ne rabim, ker dejansko nimam potrebe po tem, ker mi je fino tako, kakor dejansko sem. Ampak kar sem recimo v Sloveniji opazila in bi rada točno o tem s tabo govorila, ker ti živiš v Kanadi, ustvarjaš iz Kanade, pišeš knjige v Slovenijo oziroma prevajaš in tako naprej. V Sloveniji, tudi na predavanjih in evo, eno tako predavanje bo zdaj kmalu, ljudje kar pogledajo, oziroma čutim pri njih ta izjemno zakoreninjen občutek manj vrednosti in slabega odnosa do denarja. V smislu, če imaš denar, si nepošten. Se pravi, če imaš veliko denarja, si ga itak zaslužil na nepošten način, če pa delaš to, kar imaš rad, to pa sploh, to je pa kada bi jim bilo nedovoljeno. Se pravi, da ni prav, da človek dela nekaj z radostjo, z veseljem, s prispevkom in da dobi za to plačano. Kot recimo, energijski terapevti recimo, oni bi mogli vsi zastonj delati, zaradi tega, ker energija ni nič stvarnega, ni nič vidnega dejansko. In to prepričanje in potem jaz podam tudi različne tehnike, metode, kako pride do bogatstva, do obilja, zavesti in tudi fizičnega obilja, ampak zmeraj se mi zdi, da je treba začeti pri najbolj bistveni stvari, ki jo je drugače najtežje spremeniti oziroma pač rabi svoj čas. Ni to v tem smislu, kakor bom kupil drugo denarnico, pa bo prepričanja. Ja, treba je spoštovati denar, z njim ni nič narobe. Kako v Kanadi ti vidiš ljudi? Recimo, ljudje se mi zdi, da tam so že vse malo bolj odprti. Ja, to je res. Je vse sorte, tudi tam, kot tudi tukaj, tako da v bistvu ne glede na to, na katerem koncu sveta se znajdeš, lahko doživiš različne poglede, različna prepričanja. To, kar sem jaz opazila, je, da pa bi se samo majčkeno vrnila k prejšnji zgodbici, ki sem jo začela, ker se navezuje na to, kar si ti zdaj povedala. A ste prekinula, prosim? Ne, sej jaz držim nitko. Prav lepo nama gre. Skratka, to je tudi oseba, oziroma tisti ljudje, ki jih osebno poznam, vključno z mano, v bistvu sem se od njih naučila spoštovati denar, in ne gledati nanj kot na nekaj, kar je vir vsega zla, ali pa dobrega. Denar je nevtralen. In ena od stvari, za katero lahko rečem, da kar drži, je, da ko recimo človek nakopiči veliko denarja, se zelo hitro pokaže značaj te osebe. Se pravi, ko človek postane uspešen, se pokaže tisti pravi značaj osebe. Ali je bil prijazen sam zato, da bi prišel do tega, ali je dejansko to njeno? Ja, ker ponavadi takšni ljudje, ki resnično spoštujejo denar, so običajno tudi radodarni, zelo radi pomagajo, jih zanima, kam lahko investirajo denar, da lahko še več dobrega na svetu ustvarijo. Prav ta vzorec se kaže pri takih ljudeh, ki jih samo bogati sledenje svojemu veselju in hkrati, ko sledijo svojemu veselju, bogatijo še ostale ljudi, še drugim pomagajo. Ampak zato je treba dejansko znati obvladovati energijo denarja. Tako je. Jaz poznam ogromno ljudi. Zadnjič mi je rekel, lej, jaz ne vem, jaz mislim, da sem cepljen proti denarju. Jaz dobim denar, pa ga takoj zapravim. In ravno tukaj je problem. Obvladovati energijo denarja, ker če ona tebe dominira, pa bo šlo. Ja, res je, ta energija je zelo dinamična. Zakaj? Zato, ker je to neka oblika čiste pozitivne energije. In
to je tako fajn, tale pogovor je tako fajn, zato ker, če gledamo potem na vse, kar obstaja kot na čisto pozitivno energijo, ne samo kot na denar, to pomeni, da se mi moramo nekako privaditi na ta občutek, ta ful fajn občutek usklajenosti s tem, kar si, s tem notranjim mirom, s tem zadovoljstvom, globokim zadovoljstvom. Skratka, treba je nekako priti do tega občutka, ki pa ga najprej in najlažje prinese ravno sledenje temu, kar nas najbolj veseli v življenju. Najbolj veseli. In ko sem jaz vprašala tega gospoda, kaj bi on rekel, odkot to veselje? Enostavno, mene nič bolj ne veseli na tem svetu kot to, kar počnem. In potem se pa vprašaš, koliko ljudi pa jaz poznam, ki res počnejo to, kar jih najbolj veseli na tem svetu. Ko sem prebirala zelo široko literaturo, tudi mnogi so mi pomagali, da sem prišla do fine literature, da sem še tukaj obnovila, raziskala, na takšen način je potem tudi knjiga nastala, Kako živeti v obilju. Mi je bilo zelo, zelo, zelo všeč Denarni magnetizem, je bila to knjiga, Bertoncel mi jo je zrihtal, kjer dejansko piše, da če ti nekaj počneš z radostjo, ne zgubljaš energije, ampak se ti dejansko obnavlja. Točno to. Kar pomeni, da ti ne prideš. Moja prijateljica Alina ima super, super plačano službo, ki sicer ni zdaj hudo, pa ne vem kakorkoli, ampak po 8 urah pride domov utrujena. Izčrpana. Ko pa šiva, ona lahko 12 ur šiva, pa bi še lahko, ker se ji energija obnavlja, ker to počne z radostjo. In ne samo, da se ji obnavlja, ampak jo ima še več. Še več. Se pravi, se še množi, In jaz mislim, da majčkeno preveč govorimo o denarju. Morali bi govoriti več o veselju in spraševati ljudi, kaj vas veseli, kaj te veseli. In razmišljati o tem, ker če pogledamo otroke, zakaj so oni toliko veseli, zakaj so oni hiperaktivni? Jaz vedno, ko slišim, joj, naš otrok je pa zelo hiperaktiven ali pa sosedov otrok je zelo hiperaktiven. Zakaj pa ti nisi, ne? Najprej, pomislim, ne, to ni hiperaktivnost, to je ta normalen pretok energije, ker otrok je vesel in dela to, kar ga veseli in se samo na to osredotoča, drugo ga sploh ne zanima. Pravzaprav, če ga začnemo siliti v nekaj, kar ga ne zanima, njegovo razpoloženje zelo hitro vidimo, kako pade, ker takoj pokaže nezadovoljstvo. Ampak kot odrasli ljudje smo pa nekako strenirani, saj ni nič narobe, ampak lahko se odtreniramo in se bolj učimo od otrok. V bistvu smo bili kar precej sprogramirani na pomanjkanje, da ni dovolj za vse. In iz tega se rodi tekmovalnost, ljubosumje, zavist, predvsem pa to prepričanje, da ne moreš imeti vsega. Ali boš srečen v ljubezni, pa ne boš imel denarja, ali boš imel denar, pa ne boš srečen v ljubezni, ali pa mogoče zdravja potem ne boš imel. V bistvu pa lahko imaš vse. Ja, tako je. Če samo to vidiš in ta hvaležnost, veš to, zaradi tega sem jaz hvaležnico ustvarila, najprej zase, pa za vse ostale. Najprej zase, ti popolnoma verjamem. Saj jaz tudi, recimo, sem začela najprej sporočila Srečka Turboviča pisati zase. Sporočila vesoljnega menedžerja Srečka Turboviča, ki je pravzaprav prispodoba za ta čisti pozitivni del nas, ki ga nekateri imenujejo višji jaz ali pa kakorkoli drugače. In ta Srečko Turbovič je lahkoten, je navihan, je moder. Skratka, je v vsakem od nas. In gre za to, da v bistvu ti ljudje, ki so zelo uspešni, izjemno hitro prisluhnejo svojemu Srečku Turboviču. Veliko hitreje oziroma veliko prej predno pa prisluhnejo zunanji okolici. In zato, ker si tako močno sledijo, potem uspejo. Je pa tudi res, da taki uspešni ljudje se močno zavedajo, da pride tisti trenutek v življenju, ki je neka ključnica med neuspehom in uspehom, ki je lahko zelo tanka. A grejo naprej ali pa ostanejo tam? In ponavadi gre res samo za to, ali bom še naprej verjel vase ali ne.
Odlično. Ašmata, najlepša hvala, predvsem to, da si se oglasila v svojem času v Sloveniji tudi pri nas. Hvala za povabilo, Srečno pot Jasmina. nazaj in fajn pot, no? Enako. Da se kaj slišimo. Ja. Naslednjič, ko priješ, se moraš spet oglasiti. Sam Okej. povem ti. Takole, evo, še kakšna informacija, kakor smo rekli, na 3x2 najdete tudi preko naših svetovalk, če nimate dostopa do interneta, sicer pa 6.4. se vidimo na predavanju oziroma delavnici, kako živeti svoje življenjsko poslanstvo in živeti v obilju, kajti to je naše naravno stanje. Pozdravljeni, evo, kmalu znova predavanje o tem, kako živeti svoje življenjsko poslanstvo in živeti v obilju. Me je pa spodbudilo k razmišljanju, a veste, ker smo objavili to tudi na našem Facebooku, se je tam pravzaprav zgodilo to, da je nekaj ljudi pa napisalo, ja, pa kako, pa kaj, pa zakaj, skratka, da ni prav, da bi človek imel rad to, kar dela in da bi to, kar dela, imel rad v tem smislu, da bi služil s tem, da živi svoje poslanstvo, s tem, da dela tisto, kar mu je dejansko tako zelo lepo. In veste kaj? Ogromno ljudi je, ki hodijo v službo z muke, ki jim je muka, ki že v nedeljo stisne v želodcu, ker je v ponedeljek delovni dan. In zakaj vse te muke? Za en datum. In tisti datum, 15. v mesecu, ko pride na račun plača. Nekaj dni je veselje, potem pa znova čakanje na 15. prihodnji mesec. Ali je možno, da v življenju dela vsak tisto, kar želi in da za to dobi tudi pošteno plačano, toliko, da si lahko pokrije stroške za življenje in da živi v obilju? Je to možno? Na kakšen način? Kako? Obstajajo ljudje, ki govorijo o tem. Tukaj pred vami sem in takih prijateljic imam mnogo. Danes sta v naši družbi Tanja Glažar, Feng Shui svetovalka in pa Elena Sofija Seničar, intuitivna svetovalka. Niti Tanja in niti Elena Sofija zato nimata ustreznega izobraževanja, a kljub temu pomagata ljudem vsaka na svoj način. A ti lahko malo vode nalijem? Ja, prosim. Evo. Super, hvala lepa. Kaj si ti po izobrazbi, Tanja? Jaz sem inženir radiologije. Drugače sem pa Feng Shui svetovalka že od leta 2003 samo to. In pot, da me je pripeljala do tega, jaz bom rekla, da je bilo kar več prelomnic v življenju. Nekako prva ena taka je bila, ko sem 16 leti recimo začela šparati, zato da si bom kupila psa, ko bom imela 18 let, ker nekako starši niso dovolili, so rekli, kaj boš pa, ti polnoletna, pa delaj, kar hočeš. A ne? In sem 2 poletji zapored, poletne počitnice sem štedila, sem privarčevala za psa, ki pač takrat je bil malce dražji, ne, se pravi 4-mesečne plače, zato da sem si po 18. rojstnem dnevu lahko kupila psa. To pomeni, da če imamo neko voljo, vsak od nas ima voljo, eni malo šibkejšo, eni malo močnejšo, ne, in če imaš fokus, vsaka stvar je mogoča, vsaka stvar se da speljati. In tudi jaz sem takrat vse tako priredila, da sem dobila tisto redko pasmo psa, ki sem si ga tako želela od 10. leta naprej. Kjer je volja, je tudi pot. Tako. No, Elena Sofija, ti pa da danes počneš to, kar počneš, si mogla pa umreti. Ja, Dobesedno. Dobesedno, ja. Хотя я сам по своей изобразби гимназijski матурант и желела штудирati na splošno otroško psihologijo. Ampak poti so tako bili prikrižene, da 22. leta u nas iz mojega mesta Moldavije bila je vojna i seveda načrte tebe pokvarjati. Pa pol na nek način zrušиться vsi tvoji sanje, vsi tvoji poglede, vse, kaj ti želel. Začneš прилагаться tomu okolju, tomu stanju, в котором ты находишься. Это, recimo, когда приближно в телесу
когда хирург наредит некий посек, а далее тело окревается. И вот это окревание далее сгублен, не веш kam bi, kaj bi ti počel. Pol pride tukaj bolezni otroka, življenje tebe odnese nekam drugam, v drugo okolje, v drugo deželjo, druga kultura, drugi jezik, šok kulturni doživeš. Pol najdeš se tukaj, začneš delati v gostinstvu, spoznaješ kulturu, ljudi, dalje pride v življenju taki preobrat, gdje ti na koncu pristaneš tudi na zavodu za poslovanje. Pol pride tebe... To zdaj o sebi govoriš? Da, to je v bistvu o sebi, jaz samo o sebi zdaj govorim. Pol pride v življenju sprememba, gdje ti želiš enega otroka, pa na koncu pri porodu dobesedno, res sem umrla, ker sem šla gor, ker krvaveti začela. Pol vraća tebe nazaj i odpreš v sebe neku sposobnost, tu, kateri svaki iz nas ima, eno intuiciju. I вот эта intuicija postala pol tvoj poklic, ker na nek način hobi, ker tebe nekaj začela zanimati, a dalje tvoj poklic. Jaz mislim, da vsak človek bi mogel v življenju opravljati tisto delo, za katerega je poklican in ne kaj je njegov poklic. Jaz recimo sama sem na poslovno-komercialni šoli v Celju, sem bila zlata maturantka, upanje v gospodarstvu Sloveniji in pa sem šla zdravstvo študirati. Ne? In vsi so mi govorili, čakaj malo, ti že od prvega letnika srednje šole delaš na radio. Zakaj? Mislim, zakaj ne greš te novinarske smeri in tako naprej? In moj odgovor je bil zelo konkreten, zaradi tega, ker nočem, da me omejujejo. Ker dejansko včasih te ta zadeva te spravi v neko kocko. Vidim pri nas recimo kamermani, ki pridejo, tisti, ki so izobraženi, vse po knjigi, cep, nobene kreativnosti, nobenega življenja in ne. Medtem, ko drugi, ki jih to dejansko zanima, to je pa to. In to izobraževanje grozno je, ne? Potem, ko včasih starši silijo svoje otroke in gledajo, kje bo lahko dobil službo. Ja, vedno hodimo po zelo tanki liniji, ne? Ki je naša volja in volja okolice. Ja. Se pravi, kako je to zapisano, ne? Kaj bomo naredili? Volja moje okolice je bila, da bi bila zdravnica. Volja moje okolice je bila, da bi jaz živela doma, ne, da bi si pri 24 letih od vseh prijateljev sposodila, spet s fokusom in z voljo, ne, denar, da sem si kupila svoje prvo stanovanje, ker sem imela pač doma dosti veliko hišo in prostora za živeti. Moja volja je bila, da sem začela študirati feng shui, ker so me zanimale energije. Se pravi, če bi se jaz ozirala po okolici, bi še zdaj delala na rentgenu, poklic, ki sem ga izredno rada opravljala. Ker jaz moram reči, da sem se s težkim srcem tega poslovila od tega, ker vedno je pa nekje nek čut, verjetno vseh nas, je bil, ti si rekla, zdravstvo, Elena tudi pomaga z intuicijo drugim in jaz sem rekla, moram drugim pomagati. Jaz sem bila vzgajena kot pridna punčka in pravilo in načelo je bilo seveda najprej pomagati drugim. In to je tukaj globoko zapisano, da sem rekla, seveda zdravstvo pa to najbolj pomagaš, ne? Ti lahko pomagaš z oddajo, ko imaš različne goste. Tudi prodajalka pomaga, da ljudje dobijo hrano. Ja, se pravi, mi gledamo na to, kako pomagamo drugim, pač takrat sem gledala tako kot okolica. In sem se, seveda me je zanimalo in sem želela pomagati. Jaz se nikoli nisem igrala tovarišice v šoli, pa to sem se zmeraj igrala zdravnice, pa kako te čajčke, pa one, pa tako, delati. Ampak se pravi, nek zapis imamo v sebi, neko kodo. Kako bomo pa kdaj živeli te potencijale, ne? Se krasno vidi v osebnih elementih, recimo van. Tisti, ki ne ve, tisti pa, ki ve, se je pa treba samo upati. Samo upati. Se pravi, jaz ne bom rekla, da nisem imela ovir v življenju. Seveda tudi za položnice nisem imela, ampak tudi takrat, ko sem delala v zdravstvu, nisem imela za položnice. Recimo, Da govorimo o zdravstvenem osebju, ki so tako slabo plačani, govorimo o medicinskih sestrah in to, ne? Ja, se pravi, ni pomembno, s kakšnim poklicem se ukvarjaš. Pomembno je, kako ti živi življenje in kakšno vizijo imaš v življenju. Da si za to poklican. Ja. Ampak brez strahu. Seveda. Ker ta okolica, ona nam narikuje, kaj je prav, kaj ni prav. Ker zanimivo mi je recimo na predavanjih. Na predavanjih, ko govorim o poslanstvu, ko govorim o obilju, kot zavesti obilja, s tem namenom je tudi knjiga nastala. Predavanje bo spet znova kmalu.
ljudje na koncu, ene par oseb mi je reklo, ja, Jasmina, ampak tebi je uspelo zaradi tega, ker si bila izbrana za to. Ne, uspeh, zavest obilja in to, da delaš, kar imaš rad. Vsi to lahko imamo. Meni se ne zdi, da so to samo izbrani ljudje. Ja, treba samo opogumiti se. Recimo, poglejte, jaz rečem po sebe. Jaz imela eno življenjsko preizkušnjo, katera je mene porinula naprej. Kdaj sem začutila svoje sposobnosti, pa začela nekako od svojih sosedij, pa mal prijatelji in tako dalje naprej, seveda okolica ne sprejemajo tebe, ker pač dobili neke vrste mal drugačno vizijo. Na koncu pač sprejemala, kada ljudi doma mene poslali inšpekcijo. Za mene ta inšpekcija bila neke vrste blagoslov. Ker jaz sem sprijela in sem rekla, če imaš, pet naprej, ne treba skrivati se. Če bi ja takrat skrivala in rekla, joj, strah mi je, kaj bo, nič bi ni dosegla v življenju. To je mene oblikovala, ta situacija, katera je nastala, oblikovala in dobesedno sem šla naprej. Če znaš, pokaži to, kaj si znaš. Brez ovir, brez vsega. In to odkarak, seveda, jaz sem tudi mislila, joj, konkurencija, pa kak ljudi bo gledali, pa vse posod konkurencija. Edina, kaj sem imela, ti samo sebe konkurencija. Ti samo sebe zaupaješ, samo sebe in nikomu više. Ampak kar sem jaz recimo spoznala pri svoji poti, pa tudi kad druge recimo sprejmem, je, da okolica, za katero ti mora biti malo mar, kadar stopaš na svojo pot, ker takrat, ko te bojo najbolj čuden gledali, si z jih na pravi poti, ker sam veš, kam greš, ampak sem ugotovila, da okolica te neha zavirati in ti metati polena pod noga takrat, kadar ti v popolnosti sprejmeš sebe in sprejmeš, da je to tisto, kar dela. Ker pa ti vse nimaš niti enega mehkega dvoma več, da to, kar delaš, je čuden ali pa da mogoče ne bi smel, ker se čisto pomiriš sam s sabo, da takrat te pa tudi okolica sprejme. Kaj misliš? Enostavno ne mečete več iz tira, vse te pripombe, ker imaš jasen cilj, imaš jasen fokus in te ne zanima mnenje ostalih. Ti veš, kaj moraš narediti. Ti veš, kaj je tvoje poslanstvo. Tudi tega ne pride. In še nekaj se zgodi. Okolica neha vibrirati. Ta prikolica se odklopi. Prikolica ostane odzadaj in ti greš. In greš svojo pot. In živiš lahko svoje življenje. Mi prevečkrat živimo življenje drugih. Prevečkrat živimo življenje okolice. Ne? Zelo mlada sem bila, mislim tam okrog 24 let, ko sem dobila ponudbo, da bi odprla svoj privat rentgen. Sem rekla, ne, privat, to pa ne smem. To je pa nekaj grdga, ne? Takrat je to izgledalo v času socializma, da ti si pokvarjen si, ne? Da druge kradaš, če imaš svoj posel. A si to predstavljaš, ne? Toliko je okolica vplivala name, da si nisem upala tega narediti. In to je bo drugi zelo pomemben mejnik v mojem življenju, ki mi je dal jasno vedeti, Tanja, kako živiš, če živiš okolico in kako je, če živiš sebe. In kako boš lahko pomagal drugim, če sebi ne moreš pomagati. Ja, to je zelo pomembno, ker začneš razvijati sebe, zanimanje gre v drugi sferi, v katerih ti delaš. Recimo, ena zadeva uhvatiti se, druga. Na koncu razviješ in začne tebe stvari zanimati in zdaj recimo sem zanimala za energijo in zdaj sem pridobila certifikat tudi od inštituta Bion in sem postala energetsko-intuitivni terapeut. To jest, to, kaj tebe okolica na nek način zavira, z druge strani ti razviješ sebe dalje naprej. Zmerijo se darilo, tudi če ga na začetku ne vidiš. Seveda. In ko sem raziskovala, ko sem pisala knjigo Kako živeti v obilju, sem ugotovila potem, pa ne vem, zakaj morajo ljudje tako globoko, pa zakaj je unmo uspel, pa zakaj je tretjemu uspel, pa zakaj ima ta obilje ljubezni, ta nima obilja ljubezni, zakaj je ta zavisten, zakaj fovšija, predvsem zakaj je fovšija, ki je v Sloveniji tako popularna, zakaj je unifovš, pa zakaj je unifovš. In na koncu sem prišla dejansko do enega prepričanja. In to je prepričanje, ker smo mi vsi sprogramirani na njega. Da ni za vse dovolj. Da ni za vse dovolj. In zdaj, če jaz mislim, podzavestno, prepričanje, ni za vse dovolj, če boš ti imela, pa če boš ti imela, ti si čudna.
ti zihar nekoga okrog prinašaš. Ona je čudna, zaradi tega, ker ni za vse dovolj. Se pravi, ona ima, jaz pa nimam. Kakor da bi bilo samo 100 piškotov in zdaj vidve sta vzele 50-50, za mene pa ni več. In vidve sta kradljivke in vidve sta tatice in vidve sta zdaj to meni ukradle, ker ni za vse dovolj. Ampak če jaz vklopim zavedanje obilja, če smo zdaj na piškotih, tamle je še 1000 piškotov, pa tamle je še 1000 piškotov, za vse je vsega dost. Pa tudi kakšen recept, kako ga lahko sam narediš kdaj, a ne? Tako. In ti poveš svoj recept in ti poveš svoj recept in pol mi ugotovimo, da živimo vse v obilju. In nismo več skregane med sabo. Smo prijateljice, se začnemo povezovati. Ti poveš to idejo, Elena itak skozi bruha ideje. Ti poveš, pa tlele lahko, pa tako zritaš. Se pravi, ni uspeh, ni obilje, ni bogatstvo, blaginja samo za tiste izbrane, ampak za vse nas, če smo sposobni to vklopiti. Vidiš, tam bi jaz rekla poanta obilja. Ja. Da ti druge podpiraš, da v tem obilju, ne pa da jih vlečeš nazaj, ne? Da se primerjaš z drugim, rečeš, ona pa lepo slika, ta pa lepo riše, a ne? Ampak super, ne? Ta lepo slika, ti lepo poveš, vodiš oddajo, to je obilje. Se pravi, da se združimo skupaj, ne pa da vsako svoj piškot vleče k sebi. Ja, to je oblikuje materialni svet. Tako, a kaj je to materialni svet? To je naše misli. Mi dejansko živimo v mislih tujih ljudi. In ponavljajoča misel postane vzorec. In ko so vzorci, so dejansko prepričanja. In če je prepričanje, da ni za vse dovolj, tudi če boš dobil službo, ko boš imel 5000 evrov na mesec plačila, boš imel pa 5500 evrov na mesec stroškov. Ker vidim, da eni ljudje pravijo, jaz sem cepljen proti denarju. Ja si, zaradi tega, ker nimaš prepričanja prava. Poznam ljudi, ki zaslužijo več kot jaz, ampak imajo tukaj več stroškov. Torej, kaj jim to pomeni? Kaj mi pomeni milijonar, če nima tega obilja časa, da v miru poje kosilo? To ni zame milijonar. In ne rabiš imeti milijonov, da si milijonar. In to ni obilje. To ni obilje. То есть суженство на некий начин, сужен своему динарию. А когда ты делаешь некий с любезнью, делаешь за то, да ты си тука в душе помирен, и ты полюдаешь те вибрации, те энергии, и люди, которые около тебе, они туди постанут богаты на тот кончик энергии, который пач ты отдаешь за довольство. Ker все, что мы делаем заради sebe, da osretjem en drugega. Tako. In da se povezuješ. Ja. Kako je simpel. Ja, zelo simpel, ne? Če ti spustiš preteklost. Se pravi, če spustiš, drugače to vlečeš v prihodnost. Ne? Ja. To se mi je takrat zgodilo, se pravi, to se mi bo takrat zgodilo. Če ne zamenjaš tega razmišljanja. Jaz sem nekam zasledila, veš kaj, когда ты, življenje gre po ene potki, in когда ты greš po te potki, pa stoji en pes, kateri laje na tebe. Kaj ti boš zdaj storil? Boš zaustavился, взял каменja, pa boš obmitaval toga psa. Ali enostavno boš evo... Ja, ne obziraš se, greš naprej. Pri knjigi Kako živeti v obilju je Tanja prispevala nasvete o Feng Shuiu za ureditev doma. Je pa zanimivo, veš, pred kakšnim letom dni sva midve govorila o tem, kako pritegniti več denarja in si povedala svoje trike. Ja. In jaz sem šla te trike malo bolj globoko raziskovati. Recimo zakaj leva, desna sprejema, zakaj most in tako naprej. In zelo zanimivo je, da sem našla recimo korenine tega, s katero roko sprejeti in s katero dati, sem našla v sanskrtu. O tem, kako so naši nadiji, kako je Šušumna, kako je Ida Pingala, kako je to dejansko naš naravni način. Raziskovala sem svetogeometrijo, raziskovala sem svastiko, raziskovala sem simboliko, zakaj most, zakaj okno, recimo, ne? Kje je dejansko vse te stvari. In tudi zajela sem vse te tehnike noter, tudi s tvojim vložkom, kar se tiče Feng Shuia, ampak bistvo, še vse lahko vse trike obvladamo, ampak bistvo je prepričanje. Ja. In velikokrat moramo, zato da ugotovimo naše prepričanje zdaj, vprašati, kako je pri naših starših. Ker kopiramo od staršev, ne? Ampak ti si recimo odrašla v družini, ki je živela sicer v Sovjetski zvezi. V Sovjetski zvezi, se pravi v času vojne, ampak ste imeli dovolj denarja doma? Ne, мы не smo imeli dovolj denarja doma. У нас не был подарок. У нас был подарок на храну.
ker večina bila deficit. Veste, kaj je to deficit, kada ne moreš nekaj kupiti. Jaz sem spomnim, da vedno, če stoji velika vrsta, nekaj bo zdaj pripeljali, nekaj bo dali v prodaju. Jaz sem dolžna bila vstati tu vrstu. I spomnim, i to je mene na nezavestnej ravni, da nekaj bo primanjkovalo pri hrani. I to, kaj moje starše mene nekako rekli takole, rajše ono leži, ja vem, da leži, če bo propadlo, ampak ja vem, da je tukaj. Ja rabila dovoljno časa. Ampak, a veš, kaj je zanimivo? Varnost isto bazira na strahu. Ne? Zanimivo. Hvala vama, dragi dami, za tale pogovor. Uspešno še naprej in že s tem, kar ste, pravzaprav navdihujete druge, da prav tako najdejo sebe in da postanejo tisto, za kar so oni sami poklicani. Torej, na www.klepet.si si lahko preberete več informacij glede knjige, tudi glede predavanja. Če nimate dostopa do interneta, pa na 02 6200 230 in še kako si lahko zaslužite to, da živite v obilju. Hvaležno pozdravljeni, danes bomo govorili o čudoviti slovenski zgodbi. Tak pohištveni feniks je tale M-Tom, glede na to, da ste se pravzaprav rešili iz pepela oziroma se dvignili iz pepela. Takrat je bila situacija taka bolj tragična, ni kazalo, da bi bilo v redu ali kako? Ja, v bistvu, ko se je zadeva končala, se je začel nov začetek. To pomeni, da če se zgodi nekaj slabega, ne pomeni, da se bo slabo naprej dogajalo, ampak malo poskrbiš sam, da se začne malo lepše dogajati. Seveda, da pa do tega pride, morajo biti pa pravi ljudje na pravem mestu. In točno to se je zgodilo. Dajte nas malo spomniti 2 leti od tega, kakšen je bil tisti dogodek, ki je zaznamoval vas in vse zaposlene tukaj v M-Tomu? No, sam stečaj se je zgodil prej, potem smo mi bolj kot ne životarili, ampak v bistvu temeljna prelomnica se je zgodila, ko smo kupili stavbo od DUTB in si postavili štalcev na rekovajih in smo začeli v bistvu se iti ta prav posod, kot se pač moraš iti, da normalno lahko funkcioniraš. In v bistvu to je bila zbrana ekipa 10 ljudi, ki smo pač investirali svoj denar, da smo lahko začeli delati. Andreja, vi ste ena izmed tistih 10, ne? Ja. Kaj se je dogajalo tako 2 leti nazaj? Dajte nas malo popeljati čez to. Ja, 2 leti nazaj smo že kar tole firmo kupili, ne? 6 let nazaj je bilo pa bolj pestro, ja. 6 let nazaj je bilo pa, ko je Tom šel v stečaj, ko smo mogli nekako poskrbeti, kako naprej, no? Ja, tiste odločitve neke pametne sprejeti, no. No, jaz sem imela zavarovalno polico, katero sem prekinila, vzela denar, vložila tukaj noter in tole, zdaj upam, da se bo enkrat povrnilo. Bili ste v situaciji, kjer že tako in tako niste dobili plačila, pol pa ste za to podjetje dali še tisto malo, kar ste imeli. Ja, tako, zelo enostavno. V bistvu šli smo se neke vrste obrtnika. Obrtniško smo pristopili zadevi, to se pravi, vedeli smo, kako se dela, vedeli smo, kaj radimo, poznali smo vse nabavne kanale, tudi delno prodajne in smo pač rekli, zdaj pa če hočemo začeti delati, moramo za to nekaj investirati. In smo iz vlastnih žepov dali svoj denar, prihranke, sposodili smo si nekateri, da smo si zagotovili službe, svoje lastne delovne mesta. Zato pomeni, da ste morali zbrati kar precej poguma, ampak kje je bil tisti klik, recimo,
iz tega, da ste šli iz tistega stanja pomanjkanja, ker ste izgubili službo, niste dobili plačilo za tukaj in tukaj mesecev že nazaj, pa do tega, da ste dejansko rekli, ok, zdaj bomo pa vzeli situacijo v svoje roke in bomo nekaj naredili zase in za naše družine in vse ostalo. Kdo je bil tisti klik? A je bila to kakšna misel? Z katere strani je prišla? V bistvu izhajalo je iz minulega dela, to je eno, se pravi, da si nekaj bil navajen delati in si vedel, da si dobro delal in si bi škoda zdelal, zakaj bi to prekinil. To je bila prva zadeva, ki je v bistvu bila povod vsega. Da je do tega prišlo, smo se pa pač to dobili v eni zidanici, dvakrat smo speli in dobili pogum, čisto po domače povedano. In iz tega smo začeli kreirati idejo, realno sliko in iz te realne slike smo potem ugotovili, kaj rabimo in se je zadeva začela sestavljati kot nek mozaik. Kako so vas gledali drugi? Recimo jaz poznam kup ljudi, ki so sledili sebi in v nekem trenutku naredili eno drugim ljudem čist nerazumno dejanje, kot ste naredili vi, ne? Verjetno je bilo vašim prijateljem to čist nerazumno, čakaj malo, zdaj pa še vi svoj denar noter dajali. Ja, ni logično, ampak če hočeš nekaj storiti, so zelo nelogične stvari edine, ki jih lahko uporabiš, da boš nekaj realiziral. In mi smo točno to naredili. Šli smo že v tako velikem, bom rekel, bednem stanju, smo šli še v dodatno riziko. Ja, res, ja. Ne bi mogla glih reči, da smo imeli pa res kakšen hud support, tako da bi nam kdo rekel res kakšno spodbudno, ne. Sploh tlele v domačem okolju, ne toliko v družinah, kakor domače okolje, kar nekaj nismo bili najbolj sprejeti, ja. Tako da, ja, prve stranke so bile bolj oddaleč. Ampak ker smo pa vedeli, da v 20 letih smo se pa le nekaj naučili in nekaj znamo, da kar tako pa tudi ne more zadeva biti slaba. Ampak dokler ne probaš, ne veš. In rekli smo, če je šlo na kocko, prvo kocko že vse skupaj, dajmo probati še drugič kocko vrt, mogoče pa bo tista šestica, ne, na rekovajih se pokazala kot pozitivna. Pač ni padla šestica, je padla štirica, ampak ni bila pa enka. Ni bila pa enka. Ja. Jaz tudi znam šivati. Res? Res? Boste probala? Ja, lahko. Ne, res? Ok. Jaz nimam tako moderne, no. Ja, no, to je nova, res je nova. Ja, se pravi, kaj naredim tole? Tole mora iti v spodje, a ne? Ja, tam na desno tačke, desno nogo. Aha. Ja, tako bi not prime. Aha. Tako fis poskoči. Na to strani zdaj na levo. Tak. Ja. Zdaj pa to. Pritisnite. Ta je pa hiter. Ni mi sicer nič ratal narediti, ampak ja, jaz vam bom tole kar prepustila, prav? Da vam bom kar prepustila, da ne bo kdo dobil kakšne čudne sedež, ne? Tako. Vi ste tudi ena izmed tistih 10, ki je imela upanje, ne? Ne, jaz sem pa zaposlena. Ste pa zaposleni. Kako ste pa vi spremljali zgodbo? Verjetno tukaj kje okrog živite? Ma ja, ker sem že prej bila v firmi, ne? In ker sem pa poklicala nazaj, itak da sem bila happy, ne? Ker rada delam tole in... Koliko let že delate v M-domu? 4. In v kaj se spremeni recimo v teh 4 letih? Ja, mrskaj, prvič plac. Pol isto vem del, če dalje večje, ne? Sodelavce pridobivamo. Sami dobri znaki. Je tako. Tam ste pa tako lep poštar naredili, a Ja, imam pa občutek, tam da bi znal biti za nas. Za vas. Krasno. Potem darilo za obisk, ne? Ja, hvala lepa, koliko je lep, lej, koliko je fini. Super je, odličen. Evo, ga bomo skrbno čuvali. To je iz onega materiala, ki je praljen, ne? Ja, vse se da odprti polnilo noč. Aha. Jaz sem bolj holdre, ne? Ker znam kaj polit kdaj, ne? In pol mi je pomemben, da vam take stvari. Hvala vam lepa in nadaljujte z dobrim delom. Hvala. Imate mogoče kakšen nasvet za vse ljudi, ki so, ne vem, mogoče izgubili zdaj službo ali pa so v taki situaciji, ki ne vejo, kako bo? Nikoli se ne sme upanja zgubiti, ne? Red naprej. Zmeram pride, če se nekaj slabega zgodi, se naslednjič dobrega, ne? Tako da... Tako
Kubi, sta bila vesela poštra, pa je en majhna reč, ne, tako pa to. Hvala lepa za to modrost. Mislim. Hvala. Popeljite nas v stanje v M-domu danes, torej 2 leti po tistem. Nahajamo se v delu našega proizvodnega procesa. Tukaj imamo en del salona, kjer predstavimo svoje izdelke, kaj počnemo, kaj delamo. Naša značilnost, naš poslovni model temelji na tem, da ljudje lahko vidijo, kako izdelke nastajajo. Imamo popolnoma svoje lastne produkte, ki so predvsem temeljijo na funkcionalnosti pa daljšem življenjskem ciklu. Naša glavna značilnost je tudi ta, da se skušamo maksimalno prilagoditi. To pomeni prilagoditi posamezniku glede na bivanje, prostor, ki ga ima, in pa seveda vsak izdelek, ki ga damo iz rok, ga pač tretiramo kot neki del duše. In skozi to skušamo biti tudi prisotni navidezno v vsakem domu, rečemo tako simbolično. Je M-dom še vedno 100% slovensko podjetje? Tako in bo ostalo. In bo ostalo. Ste že začeli z tem, da ste zaznali rast v podjetju, da ste prišli do dobičkov, se je splačalo, da ste dali po domače povedano jajca na pladenj? Tako. Vse se je to splačalo, zaposlili smo dodatne delovno silo, zdaj v bistvu smo dosegli en maksimum, zdaj ta maksimum bomo videli, kako bodo šle stvari naprej, ampak sam trend je še vedno v rasti in v pozitivni smeri. Zdaj, o dobičkih potem mi morate vedeti, mi vse investiramo še vedno v proizvodna sredstva, v prostor, ker smo začeli z nule. In če hočeš dosegati neke rezultate, moraš tehnologijo posodabljati. In to pomeni, da si glih ne moremo mi ne vem kaj prvoščiti, če hočemo, da bomo obstali, ker prideti na nek nivo ni tak problem, pa to ohraniti ali pa še nadgraditi. Stvar je hudiče v malenkosti in tega se zavedamo, zato pač moramo te stvari peljati naprej v tej smeri, da moramo investirati. No, ko govoriva ravno o teh malenkostih, tudi Klepet ob kavi je izbral vaše sedežne že pravzaprav od samega začetka in zanimivo je, da smo iskali nekaj, kar bi naredile prvič slovenske roke, kar bi naredili delavci zaposleni z dobro voljo, za pravim namenom, se pravi, da se zadeva naredi za nas. In kar je recimo zanimivo nam, ljudem, ki delamo dosti v energijskem svetu, je, da ne glede na to, ali je miza, ali je kavč, ali je vaza, ali je krožnik, ki ga uporabljaš, ko ga vidiš, ko ga držiš v rokah, čutiš, ali je bil narejen v neki dobri volji, ali je bil narejen v pogojih, kjer so ljudje slabo plačani, kjer so razočarani in nezadovoljni. Kakšen je vaš pogled na to? Ja, kot ste povedali, v bistvu imamo pozitivno in negativno energijo. Mi s pozitivno energijo eliminiramo negativno energijo, ker negativna energija se vedno pojavlja, ko nekaj delaš, to so problemi. In zdaj te probleme ali jih rešuješ, pa se z njimi spopadaš in rešuješ na razumen način s pozitivno energijo, ali pa pač jih ne rešuješ in je te negativne energije vedno več in se potem odraža skozi šlamparijo v narekovajih, če govorimo izdelki. Najbolj primerje vemo so slikari. Slike, ko jih vidiš, veš, ali je bila narejena rutinsko, ali je bila narejena z nekim navdihom. Tako pa tudi pri tej ročnih spretnostih vidiš, ali je človek dal res tisto svojo energijo v izdelek, kot mora. Seveda, da to on da, mora imeti pa določene pogoje izpolnjene. Te pogoje pa vemo, kaj so. To pomeni, da človek je za to ustrezno nagrajen, plačan in tako naprej. Pri tej vaši zgodbi o uspehu so vas kdaj kontaktirali, ne vem, iz kakšnega ministrstva, kdorkoli, da bi vam čestital za ta pogum? Ja, v oktobru nas je obiskal predsednik vlade Miro Cerar. To je v bistvu, kar nam je pač povedal še tako naprej, pa čim več delati, ne vemo zakaj. Kako pa M-dom, kaj v tujini, imate tudi tukaj? V bistvu mi se bolj osredotočamo na Hrvaško. To pomeni, zraven je toliko, ko je do Ljubljane, tudi do Zagreba. Zagreb je milijonski trg in v bistvu za nas ta poslovni model, ki ga imamo, je zelo zadovoljiv obojestransko, ker pač ne delamo preko trgovin, delamo vse individualno in je zanimiv tako za nas,
kot proizvajalca, tako tudi za stranko kot fizično osebo, ker je za direktno relacijo in to je tudi pomembno, smo prej govorili o pozitivni energiji, ker pride ljudje z svojimi individualnimi željami, da je to, bom rekel, ta splet narediš, da dobiš iz prve roke maksimalno, kaj lahko narediš in potem na ta način v bistvu pleteš posel. Se pravi, ljudje dobijo stvar iz prve roke, in se pravi iz vaše roke, glede na njihove želje in temu primerna je v bistvu tudi cena, ne? Ja, cena je zaradi tega nižja. Seveda, nižja, absolutno nižja, ker ni nobenih posrednikov. Če recimo primerjava, danes ste pokazali tudi eno sedežno nekega italijanskega proizvajalca in pa vašo, kaj lahko tukaj v bistvu vidimo? Pomembno, ja, tisto, kar sva se prej pogovarjala, odnos do izdelka kot tak, ne. Ko smo pogledali ta izdelek, to je izdelek, ki je bil star 2 leti, bil na trgu in smo ga pač, stranka se je odločila, da ga zamenja, mi smo pa šli, nas je pa zanimalo, po domači krbec smatra, zakaj ga je zamenjala in smo ga šli odpreti, da vidimo, kaj je tu grajeno. In smo ugotovili, da zadeva nima nobene duše, nobene energije, zmetano skupaj in to je to. In seveda to ne more obstati na trgu. V uporabi takih izdelkov ne more biti v funkciji nekega dolgotrajnega življenjskega cikla. Ljudje se vedno bolj oddaljujemo od tega, da nismo tukaj površinski, ne? Se pravi, ne samo, da gledamo z očmi, ampak da tudi vidimo, kaj se dejansko noter, kaj je v možganih, recimo, kaj je tisto, kar je za vas pomembno, se pravi, ta notranjost vaših sedeženj in vse, kakšen pristop imate, kaj je dejansko noter, kaj vam je pomembno, ko gradite tudi notranjost, ker vaši kavči sedežni so znani potem, da so izjemno dolgotrajni, mislim, dolgo. Mi imamo, če gremo iz stališča, izhajamo kot, če bi dal primerjavo, skušamo biti kot Volkswagen, to se pravi neke ljudske sedežne, večnamenske uporabe, pa čim bolj dolgotrajne. Da potem človek res, ko se odloča med nekim dobrim dizajnom, pa nekim povprečnim dizajnom, ki ima pa druge prednosti, da mu še vedno je povprečen dizajn dovolj, ker povprečen dizajn skriva ogromno ergonomije in teh stvari, ki jih dober dizajn potem ruši. In mi smo pač temu sledili na ta način in se tega držimo. Seveda, z vsemi individualnimi potem prilagoditvami. Tako da tukaj lahko rečem, da se skriva vsa filozofija tega, da se malo bolj razume, kaj pomeni to. Se pravi, tudi če odpreš notranjost vaše sedežne, je to tako, kot mora biti. Ja, točno. Kakšne so želje še za naprej, oziroma mogoče kakšna misel za vse podjetnike, ki se tudi borijo tale trenutek, ne vejo, kako kaj? Zelo na kratko, kdor se bori, lahko izgubi, kdor se predaje, pa že izgubil. Hvala lepa. Danes sem v podjetju M-Tom opazovala delavce. Cel dan. Opazovala sem njihovo vzdušje, kaj delajo, kako delajo, predvsem pa zakaj pravzaprav delajo. In tukaj sem prišla do tiste najbolj dragocene stvari. Veste, kaj je najbolj pomembno? Pomembno je vzdušje. Pomembni so delavci, ki to ustvarjajo s svojimi rokami. Oni imajo pripravljen list papirja, kjer točno že vedo, kdo bo to imel v svoji dnevni sobi. In zadovoljni so, srečni so. In to je tisto, kar je najbolj pomembno. Ne, da imajo noro lepo oblikovane prostore ali pa karkoli pa že. Kdo so oni? Kaj si želijo, kako dobro podjetje za njih pravzaprav skrbi. Naj nam bo podjetje M-Tom za vzgled slovenskega podjetništva, da tudi mali človek, navidezno mali človek, lahko ustvari v svojem življenju presežke oziroma vsaj to, da ima zagotovljeno službo. Mi sami smo tisti, ki ustvarjamo delovna mesta v Sloveniji. Veste, kaj to pomeni? V praksi to, da kupujemo slovenske izdelke. To, da greste v trgovino in pregledate, kaj je pravzaprav tisto, kar je slovensko. In uporabljate, te podpirate slovenske izdelke. Tale trenutek se nahajamo v zadnjem prostoru tega podjetja, odkoder sedežne garniture gredo domov k ljudem. Za M-Tom se tukaj zgodba na nek način konča, a za sedežno se pravzaprav še